Naš današnji naslednji govorec je izredni profesor dr. Bojan Balkovec. Samo v zadnjih letih je napisal kot soavtor 2 knjigi o mejah, in sicer, da bom čisto točna, En krompir, 3 države, okupacijske meje na Dolenjskem, in Vinčeremo, Videčemo, okupacijske meje v Beli krajini. Tako da bolj regionalizirana zgodovina, ampak profesor je tudi profesor lokalne zgodovine na Filozofske fakultete v Ljubljani. Danes pa bo predstavil se pravi besedilo o tem, kako smo zgodovinarji v preteklosti gledali na Rapalsko mejo. Prosim. Hvala lepa za besedo. Ne bom čisto natančno to povedal, ker se ti hvala, da bo en uvid v nekaj, kar nas pravzaprav, kjer smo pravzaprav lahko zavedeni. Namreč malo sem se sprehodil po bibliografskih bazah in iskal naslove različnih objav s korenom Rapalo, oziroma Rapal, ker je razklono ravno nek koren, v bibliografskih priročnikih po drugi svetovni vojni. Seveda zavedajoč se, da pravzaprav to pa jasno ne more biti vse, kar je nastalo na vprašanje Rapalske meje, ker se seveda lahko stvari skrivajo pod različnimi naslovi, tako kot je tista znana pod študentom podvin, da pesniški naslov lahko zelo zavaja. Namreč, kako se je Kalilo jeklo, nima nič v zvezi z železarstvom, ima v zvezi z delavci na Jesenicah. Tako da naslov seveda lahko pomeni nekaj popolnoma drugega. Za začetek slovensko zgodovinopisje ima neke bibliografske pripomočke tekoče, bomo rekli, od časa po drugi svetovni vojni. Za prvih 30 let, torej od 1945 do 1986, so to bibliografski pripomočki z rahlo različnim naslovi, ampak to verjetno si poznamo, torej gre za objave, ki so bile v nekih časovnih razkorakih objavljene v zgodovinskem časopisu. Zadnja takšna objava je potem iz leta 1988, ki zajema pač razprave iz 80-ih let. Seveda, zdaj drug možen bibliografski pripomoček za ta, bomo rekli, še analogni čas bibliografije, je slovenska bibliografija, ki nam hkrati pride v pomoč ravno v trenutku, ko ta bibliografija v zgodovinskem časopisu ne nastaja več, torej za nekje pozna 80 leta, tam nekje do 90, morda 91, pa celo samo 89, odvisno kako hitro so se v posameznih okoljih začeli uporabljati to, v kar se je razvil Kopis, oziroma v to, kar danes poznamo pod imenom Kopis. Torej, najprej sem iskal v onih bibliografijah, pogledal tudi v bibliografije, torej v Zrču in potem v splošne bibliografije in potem še malo po Kopisu. Za začetek je treba povedati, da seveda iskanje po bibliografijah v Zrču in pa ono, kar je v bibliografiji, slovenske bibliografije izdane, so vse PDF-ji, tako da tam seveda niso stvari najdljive na način, kot so najdljive v Kopisu, kjer imamo eno od polj, ki ga bibliotekarji izpolnjujejo, je ključna beseda. V nekem abecednem seznamu po avtorjih ali po naslovih, kot so te stvari v Zrču oziroma v bibliografiji, imamo zgolj seveda avtorjev naslov. Tako da tam tudi iz tega razloga je lahko zadetkov manj, kot bi jih pričakovali, lahko da jih je več v Kopisu. Torej, v omenjenih zgodovinskih časopisih, torej v teh, kjer so tele bibliografije, ki so tule nanizane, navedene, se v 6 zvezkih pojavi 21 zadetkov. Pričemer je treba opozoriti, da teh 21 zadetkov v nekem delčku vsebuje tudi lahko še kaj drugega, torej ne zgolj bibliografski podatek iz teh bibliografij, pač pa tudi članek, ki je v kritični Zrču objavljen na to temo. In seveda,
besed, koren, rapal, pa kaj podobnega, je hkrati lahko tudi zavajajoč, ker lahko pričakuješ nek naslov, ki pa potem to sploh ni. En tak primer je recimo naslov članka Franja Baša v Zrču od leta 1951, ki nosi naslov Situacijska slika slovenskih muzejev. In te zavare se tam zdaj pojavi rapalska meja, ja, seveda, v muzejih za nekdanjo rapalsko mejo. Ker seveda v našem kontekstu interesa, kaj se je pisalo o rapalski meji, pravzaprav nima nekega učinka. Dva od teh naslovov, ki sem jih omenil, da jih je 20, recimo, sta pravzaprav neke zbirke virov, ki pa tudi niso šli v slovenskem prostoru. Gre recimo za nek prispevek v Zagrebškem vjesniku ali pa recimo še eno podobno zbirko Krizmana, ki je pa malo kasneje, prva je iz 50-ih, ta druga zadeva pa iz 60-ih let. V bibliografiji leta 1971 se recimo koren rapal v bibliografiji pojavi celo dvakrat. V obeh primerih pa gre za tuje avtorje in v obeh primerih gre za politično zgodovino pogajanj o rapalu, ne pa o življenju za rapalsko mejo, ne pa ali pa o postavljanju meje ali o meji kot fizičnem problemu, kar je mene bolj fizičnem problemu za živeče v okolju, kar je mene bolj zanimalo, ker politično poznavanje oziroma politična literatura o političnem problemu rapalske meje, to, o čem je Božo govoril, to je seveda, tega seveda več. Zadnji rezultat, ki jih najdemo v omenjenih bibliografijah, sta dva naslova v bibliografiji Zrča, v objavljenem v Zrču leta 1986. Prvi je prispevek Elija Apiha k analizi rapalske pogodbe, ki je objavil prispevek za zgodovino delskega gibanja leta 1981. Drugi tak prispevek pa je prispevek Stanislava Renka od Rapala do Ozima, ki pa je bil objavljen recimo v Jadravskem koledarju leta 1981. Kot rečeno, jaz sem iskal po naslovih in nisem se ukvarjal s tem, da bi seveda zdaj nek naslov, ki bi našel, vzel roke in tam v njem analiziral, oziroma iskal kakšno literatura je različni avtor uporabil. Torej, gre za na prvo žogo, kaj najdeš. Kot rečeno, slovenska bibliografija je digitalizirana in dostopna na spletnih straneh NUK-a. Možne so različne pregledovanja po različnih vrstah vsebin. Zajete so knjige od leta 1945 do 1988, časopise od 1945 do 1997, članki od 1951 do 1979, ostale kategorije pa so tudi za nas manj zanimive. V tej bibliografiji najdemo 6 zadetkov, kjer je koren, iskalni koren rapal, ki sem pa z veliko začetnico, to je seveda treba pozoriti, zakaj mora biti z veliko začetnico, ker je case sensitive, kot bi rekli. Če pišeš z malo, potem seveda zadeve ne najde. Glede na to, da gre tukaj za iskanje, oziroma za seznam, ki je predvsem fokusiran na splošno informativna glasila, je tu nekaj člankov, ki so objavljeni, recimo en tak prispevek je, gre pa glavno za obletnične tekste. Recimo enega je pripravil sociolog, politolog, oziroma sociolog mednarodnih odnosov, politolog Vlado Benko, drugi pa je recimo prispevek, ki ga je pripravil Albert Rejec, med vojno sicer tigrovec, po vojni pa sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja. No, in kot rečeno, potem pa pridemo do Hobisa, kjer se pa stvari rahlo spremenijo. Število zadetkov naraste pa verjetno iz razloga, ker je zdaj eden od segmentov, ki ga, kot sem že povedal, bibliotekarji vnašajo ključna beseda. Pričemer pa smo seveda spet pred vprašanjem, ali so pri vseh tekstih res optimalno navedene vse možne ključne besede kot element vsebine v tisti knjigi. Človek hitro dobi vtis, da se preveč pogosto, ker je seveda predvsem stvar avtorja, ne bibliotekarja, zadovolji z generalnimi ključnimi besedami. Slovenska zgodovina, 20. stoletje, mejno vprašanje, no, taj še malo bolj, ampak
preveč splošni si pravzaprav ne morate nič pomagati. To, če boste šli kadarkoli iskati v Hobis, boste seveda z nekim splošnim slovenskim zgodovina malo bo zakašljal, potem bo pa rekel, da je zadetko preveč. Se jih bo seveda res preveč, ker 2000 zadetki nimaš kaj početi pametnega. Torej je treba biti tukaj bolj natančen. Ob tem je treba upoštevati še eno zadevo, ki je seveda primerljiva z drugimi iskalniki v računalniškem brskalnikih. Treba je biti pazljiv, kako vnašate podatek v ključni besedi. Če boste pisali ključna beseda, brez česarkoli, torej zgolj presledek med obema besedama, bo Hobis iskal Rapalska in Meja. Torej, Rapalska, Meja ali Rapalska Meja. Tri možne zadetke tri možne iskanje bo izvedel. Tako da v tem kontekstu je seveda to identična napaka, kot se vam bo zgodila v brskalniku, torej vnesite v narekovanje, sicer boste dobili tudi, kar niste želeli. Torej, s to osnovo zadetkov, koliko je bilo, da mislim še narast, to je 2-3, koliko je bilo nekje sredi marca, so različne tipologije. Pričemer se je treba s temi tipologijami oziroma rezultati iskanja precej spopasti, namreč to, kar zdaj vidite na desni strani, to so različni filtri, ki lahko uporabite v Hobisu in seveda brez teh filtrov je rezultatov toliko, kot jih naniza. Če pa vi seveda stvari filtrirate, pa boste lahko prišli do bolj konkretnih, bolj natančnih, ali bolj oskih rezultatov, kateri želite prijeti. Eno takih kriterijev je jezik, pričemer zdaj z jezikom malce nerodno to, da karkoli je zdaj znanstvenega besedila, bo pravzaprav isti tekst označen z dvema jezikoma, z lepo vsekom. Bo mnogo kje pravzaprav tekst, ko boste označili angliški jezik, vam bo pridodal vse tekste, ki so tudi angliški povzetki zraven. To se pravi, tekst v osnovi sploh ni objavljen v angliščini, kot je primer neke knjige, ki jo bom navedel, ampak je to pravzaprav slovensko besedilo, ampak zaradi pač vzamc je na koncu še angliški ali pa recimo nemški ali italijanski povzet. To je pač zaradi prakse v znanstvenih objavah. Zanimiva znaka je ciljna skupina. Ciljna skupina sta biti zelo šarmantno ali pa zagonetno. Kdo je to zdaj ta ciljna skupina za neke naslove? To je zdaj vrsta pravcev, ki mu je nek tekst namenjen. In recimo v temi imamo 133, ki so namenjeni odraslim, 2 pa mladini in otrokom. Zdaj, to sta te 2, ki sta namenjena mladini in otrokom, je malo zanimivo pogledati. Recimo, v bistvu gre za 2 osnovnošolske raziskovalne naloge. O Rapalski meji, ena je naloga o Rovtah in španski gripi, pa je seveda Rapalska meja tam verjetno zaradi tega za mejo, ne pa kontekst zgodbe o meji, če tema Rovte pa španska gripa. Druga naloga pa je bolj bližja naši temi, gre namreč za nalogo o življenju o Rapalski meji med Levošem in Javorčem. Oboje iz osnovne šole Rovte. Tudi druge kategorije so recimo lahko zanimive, kakšen rezultat nam lahko kakšna kategorija pokaže. Recimo, ena od kategorij so lahko netekstovne zadeve, bomo rekli kartografsko gradivo, video posnetki, audio posnetki, razglednice in podobne stvari. Tako da bomo v bistvu zdaj nadaljevanju področil samo na nekaj teh zanimivih primerov. Recimo, od 10 posnetkov, mislim, da je zdaj že 10, da je samo 9, ki se dotikajo, oziroma ki imajo ključno besedo Rapalska meja, gre v bistvu glavne za posnetke, ki jih je posnelo Središče za javno zgodovino v zvezi z raziskovalnim projektom o Rapalski meji. Torej, so to naši izdelki. Kakšni drugi, recimo, kaj še kakšnega drugega najdemo, oziroma kakšni so to posnetki? To so posnetki
utrt na meji, ne, recimo na Veliki Milani, na Koritnici, ob Remcu, na Vratih, na Mašunu, ali recimo pogovor, ki sem ga posnel z Janezom Petrom Grovom, ki bo govoril za menoj o arhitekturnih vidikih pa prostoru, pa utrbah in tako naprej. Ne. En pogovor je pa recimo z Tvrtko Metovino o hrvaških in njenem odnosu do rapalske meje oziroma neko vprašanje v zvezi z hrvaškim razumevanjem vloge rapalske meje. Potem recimo fotografije. Ne. Fotografije, zdaj ne vem, koliko poznate, ne, v popisu so v nekem obdobju, tam v 90-ih letih, knjižnice celo skenirane razglednice upisane in dostop do njih je bil omogočen. To se pravi, ti si razglednico našel in celo vidi. No, zdaj, to, kar sem jaz našel, da je rapalska meja noter z fotoznaka razglednice, žal ni posnetka, neka špekulacija, pa še malo debate z par zbiratelji, pa razmišljamo, da gre verjetno za isto razglednico. 3 razglednice so, od tega sta 2 enaki, gre za v bistvu mejne strukture tam v eni vasi. Eno gre za mejni prehod pri planini pri Rakiku, eno gre pa za prikaz naselja Malne, ravno tako pri planini. Kartografsko gradivo je ravno tako navedeno, recimo, kaj imamo od tega. Imamo 2 zadetka, recimo, ki sta zelo primerljiva. En avtor je, oziroma avtor obeh je hrvaški pedagog in zgodovinar Franjo Vrbalič, to je šlo v medovanem času, pri čemer je ena karta označena kot v francoskem jeziku in oznaka je, naslova karte je slovanske cerkve za rapalsko mejo. Medtem ko je v hrvaški, zdaj je pa srbo-hrvaški pogodno, recimo temu, je pa napisano slovenske in hrvaške cerkve za rapalsko mejo. Čeprav verjetno gre za popolnoma, ker tudi format, vse to je identično, tako da je verjetno za isto vrsto zemljevida, ki pa ga nisem uspel videti. Mogoče še nekaj besed o tujejezičnih objavah, potem bom pa končal. Tu so recimo predvsem različni turistični botiči, ki so jih izdajali v okolju, predvsem recimo na Žirovskem je tega kar nekaj, Miha Naglič in posamezniki so tega kar nekaj izdali, pa so to potem izdaje identičnega teksta v slovenščini, angleščini, nemščini, francoščini pa italijanščini seveda. Tako da tukaj zdaj tudi tista količina, zakaj toliko tujih, ki pa niso povzetki, torej so tudi nekateri. Izključno v angleškem jeziku pa je recimo knjiga Aleksandra Jankoviča Potočnika iz leta 2010, ki je v ZDA izdal knjigo o fortifikacijskih utrdbah v evropskem mehkem trebuhu, torej to zaledje Sredozemlja, pri čemer potem konkretno v naslovu omenja tudi Rudnikovo linijo, Val Alpino in pa ostale fortifikacije v ljubljanski okolici Ljubljane, čemer s knjigo sega nazaj še v tiste čase in pa potem prikazuje situacijo tudi do časa druge svetovne vojne in usode rapalskih utrdb, torej Rudnikova in pa Val Alpina v času druge svetovne vojne. Na tem mestu bom jaz končal, v prispevku pa bo seveda tudi o konkretnejših historiografskih tekstih. Danes sem hotel upozoriti samo na nekatere malo bolj zanimive posebej. Hvala lepa.